Dečki in deklice, servus. Dober dan vsem skupaj. Gregor ponovno tukaj z vami iz Greg Skorta. Pred vami je ena odlična, super športna nedelja. Če pogledam na hitro ven, tukaj v Ljubljani je prekrasno vreme, oblačka sploh ne vidim. Tako da na hitro priporočam, če imate to možnost, pojdite z družino ven. Dajte pozornost svojim ženam oziroma svojim možem, svojim otrokom, starim staršem, kakorkoli, ker potem je kavč vaš, daljinec je vaš. Če ste pravi športni navdušenec, predvidevam, da bo približno tako. Malo heca za začetek, ampak veliko resnice hkrati. Danes imamo, če naštejem na hitro, če se dotaknem nekošarkarskega programa. Tisti, ki ste ljubitelji alpskega smučanja, Kranjska Gora je v bistvu že za nami, sledijo poleti, sledi nogomet. Skratka, glavna zadeva za košarkarske navdušence pa sledi, v bistvu že ob 6 ali 5 uri, vseeno, Olimpija, Mega, NBA navdušenci, ob 6, Netsi proti Knicksom, Goran Dragić, ob 8:30 uri, Boston proti Dallasu, Luka Dončić. Kaj si lahko želimo sploh še lepšega? Kakorkoli, preden se glavnih tem danes dotaknem, povabim vas, da se naročite na moj kanal za analize, highlightse in tako naprej, da boste takoj obveščeni. Kliknite tisti zvonček zraven, pa dobite informacije o novem videu takoj. Torej, današnje teme, ker mi je fascinantno, kaj delajo Američani oziroma predvsem ameriški novinarji s tole MVP lestvico. To je meni fascinantno. Zdaj boste rekli, pa nehaj se obremenjevati s tem, kdo to spremlja. Ja pa, jaz sem tekmovalen človek. Košarka je tekmovalen šport, kako se ne bom s tem obremenjeval? Američani nas non-stop tučejo dol, non-stop. Luka je tekmovalen, 100% da malo poškilje na to lestvico, 100% da ga malo motivira, ne morete reči, da ne. Pa če nam mogoče slučajno ni toliko pomembno to v Sloveniji, Američani dajo popolnoma vse na to, vse dajo na to in ameriško mnenje šteje, lejte šteje. To je ameriški liga, ne šport, ameriška liga, ameriško dogajanje, tam se dogaja na njihovih tleh. Tele lestvice nekaj pomenijo, drugače jih ne bi delali, drugače jih na Twitteru ne bi retvitalo milijone ljudi, drugače se ne bi o tem pogovarjali. V vsakem ljubem prenosu se pogovarjamo o tem. In evo, najnovejša lestvica predvideva Luko Dončića na 6. mesto. Pazite, 6. mesto, prejšnji teden je bil na 5. mesto. Ja, kdo ga je pa prehitel? Jason Tatum. Ok, Jason Tatum, kaj lahko povemo o Jasonu Tatumu? Da gre za enega zelo dobrega, vrhunskega košarkarja, ki pa ima za sabo v zadnjem času 3-4 odlične tekme. Ja, slišali ste prav, 3-4 odlične tekme. Celotno sezono ima konstantno, tam nad 26 točk, več kot 8 skokov, malo več kot 40, super, sploh nimam kaj reči. Ampak za Luko Dončićom je MVP mesec. MVP mesec, na zahodu je bil MVP in je zgubil lestvico na fucking MVP lestvici, pardon izrazu, ampak ne gre mi to v glavo, kako dobro mediji svoje tiščijo naprej, to mi je fascinantno. Gremo gledati malo skor Bostona pa Dallasa. Ja, a res gremo ali kaj? V bistvu gre za zelo podoben standing. Celtic imajo 41 zmag in 27 porazov, njihova ekipa je na 5. mestu v vzhodni konferenci. Pazi zdaj to, Dallas Mavericksi, 41 zmag, 26 porazov, na 5. mestu na zahodu. Ja, boljši izkupiček imajo Mavericksi za eno dlako, mišjo. A ja, statistika, ja, Jason Tatum ima boljšo statistiko. Ja, nima. Ampak, lej, okej, nema veze. Zakaj danes toliko vsega razburjenja dobronamernega glede teh dveh? Ja, ker imamo Boston Dallas, danes večer ob 8:30. Brezplačna reklama, Arena, hvala lepa, danes gledamo tekmo na vaši televiziji, če jo imate, drugače streami seveda. Kakorkoli, v zadnjem času so
MVP v neposrednih dvobojih z Luko padali kot domine. Spomnimo se Grizzlyjev z Ja Morantom celo dvakrat, Stefa Curryja, mislim da tudi dvakrat, Chicago Bullsi z DeMarom DeRozanom, by the way, DeMar DeRozan je isto pred Luko, ampak ima ta identičen skor ekipi 41-26. Embiid je padel pod Luko in Philadelphia, pa kaj bi sploh našteval, itak za Američane ni nič dovolj dobro. Glavnem, to je pač ena taka zelo zanimiva zadeva, ne. Seveda tudi Morant, ne, prej omenjeni pred Luko, ampak to smo že tolikokrat obdelali, da boli glava. Gremo naprej. Zmagovalec menjave Washington Wizards, Dallas Mavericks, mislim, da je zdaj že jasno po zelo kratkem času, da so to Dallas Mavericks. Zakaj? Ja, Kristaps Porzingis je odigral tekmo ali dve in spet počiva, oziroma spet je počival. Enostavno kolena ne zdrži njegovih naporov, Bog je revež, ne nočem obsojati, zato ker gre za poškodbo. Pač fant nima sreče s temi poškodbami, ampak enostavno ne moreš se točno zaradi omenjenega zanesti na njega, da bo tam na parketu pomagal tvoji ekipi, ker enostavno ne bo, ker rabi počitek. Takšna je pač zadeva in to je to. Mi pa smo dobili Spencerja Dinwiddija, ala ti vera, Spencer, hvala ti, da si naš pismo, ker daješ točno to, za kar si bil pripeljan. Številke iz Washingtona mislim, da so se celo podvojile, niso še na tistih, ki so bili pri Netsih v tvojem najboljšem času v lige NBA, ampak jasno je, nisi prvi zvezdnik tukaj in niti se ne pričakuje, da bi bil. Ampak točno to, kar je zdajle Luka potreboval, še enega, ki obvlada žogo, ki zna kreirati žogo ali zase ali svoje soigralce, je tukaj. In to rabimo. Mislim, da ima na določenih tekmah tudi 6-7 asistenc, pa to je to. Ta drug v dealu je nekoliko popustil, v bistvu je kar konkretno popustil, Davis Bertans, začel je sovereno, zelo dober je bil pri metu za 3 točke na začetku pri prvih srečanjih, zato je bil pripeljan seveda, zdaj je vse skupaj malo padlo, ampak se zgodi, verjamem, da se lahko tudi on popravi, no, kakorkoli. Gremo dalje. Še preden se današnjih srečanj dotaknem, kot nek uvod v današnji popoldan, še na hitro Luka. Luka v zadnjih 15 tekmah, kaj še nismo povedali, dajmo pogledati golo statistiko. 33,9 točke, 10,5 skoka, 7,9 asistence, od tega 47% met iz igre in pa 39,3% met za 3 točke. Zadnjo srečanje proti Washingtonu, vse je delovalo, ne proti Washingtonu, pardon, moja napaka. Dallas je v zadnjem srečanju igral proti, kako mi je zdaj tole padlo ven iz glave, ampak se bom hitro dobil tole nazaj, proti Houston Rocketsu, se opravičujem. Proti Houston Rocketsom. Ravno pred tem so Rocketsi premagali LA Lakers, vse to verjetno veste. Prve 3 četrtine so izgledale igra mačke zmišljal. Vem, da je bila razlika 26 točk. Kaj se zgodi, Luka gre na klop, oddelal je on svoje, dal 24 točk ali 26 do tistega trenutka, 25, vseeno. Usedel si je, zasluženo. Ja, oni majstori zapravijo 10, 12, 13 pik prednosti. Evo, jovo, na novo, Luka moral nazaj 5 minutah koliko do konca. Človek še ne more imeti konkretnega počitka, neverjetno. Valjda je prišel noč, zadev trojko, prosti met, asistenca, konec, zmaga naša. Aleluja, in pol Luka zgubi mesto na MVP lestvici. Dajte spodaj prosim napisati, če vas to tudi vsaj malo zmoti. Pa dajte tudi napisati, če vam je čisto vseeno, pa vam ne verjamem. Ampak dajmo komentirati tole, ker meni je tole fascinantno, ker Luka je lahko, ne vem, še njim daje košev nasprotni, če treba, pa še bo naprej padal na lestvici, kljub temu, da je bil MVP mesec. Pa kje ste še to videli, mislim, neverjetno. Kakorkoli. Zadnja, ampak ne najmanj pomembna tema danes. Kyrie Irving ne bo nastopil na tekmi proti
Nixom. Zakaj? Pač zaradi teh for glede cepljenja, on ni cepljen in New Yorku pač tega nekako ne odobravajo. Kakorkoli, priložnost za Gorana Dragića, to bo en mestni derbi, ki bo zelo opevan po moje danes in tudi vloga Gorana bo, vsaj kar se minutaže tiče, malo konkretnejša, tako da verjamem, da se velja prikovati pred ekrane malo po 6 uri popoldne, o pol 9 pa itak poslastica Boston Dallas, Tatum vs. Dončić. Tako da mislim, da bo na knap, pričakujem pa, da lahko Dallas tole dobi. Vemo, Dallas in Boston oziroma Luka in Boston imamo sladke trenutke, sladke buzzer beaterje, odločilne zmage že dvakrat, ne, če se ne motim. Tako da, zakaj pa ne še enkrat, podpišemo takoj. Spencer Dinwiddie, kar je igral. Finney Smith in pa Brunson sta vprašljiva. Na zadnji tekmi sta manjkala zaradi nekih lažjih poškodb, danes sta vprašljiva, imam pa nek občutek, da bosta stisnila, no. Pa da bosta zmogla. Še enkrat, hvala, da me spremljate, hvala, da ste z mano na kanalu Greg's Court. Kot že ničkolikokrat prej vas tudi tokrat povabim, da se mi pridružite na kanalu, da kliknete tisti naroči se gumbek, da dobite tako informacije o novih videih, analizah in tako naprej. Lepo nedeljo, izkoristite jo, zunaj sonce, gremo ven. Srečno in lepo zdrav!